Pozdrav, sam Rok, be cool. Šteta nam je ono što se događa kod vas. Iz Slovenije mislimo na vas i nadamo se da ćete biti dobro. Dragi naši susjedi, draga Hrvatska, baš mi je žao što sam opet čula da ste imali takav grozan potres i ne znam šta da kažem. Držite se i nadam se da će biti nova godina 2021 bolja. Že tako grozno leto 2020 se je poslovilo v stilo in nam postreglo še z eno naravno katastrofo, kateri epicenter se nahaja pri naših sosedih na Hrvaškem. Umrlo je kar nekaj ljudi, tudi nekaj otrok. Z mislimi smo z vami, verjamemo, da bo kmalu bolje. Držimo pesti. Še pika na i, po vsemu, kar se je zgodilo že to leto, je pa potres pri naših sosedih v Zagrebu in bi rada res izrekla iskreno sožalje čisto vsakemu izmed vas, ki se ga je ta katastrofa doletela, in rada bi povedala, da smo z vami in da držimo pesti za vas in da res upam, da bo tega grdega zdaj konec in da bo šlo vse samo na boljše. No, ker v letu 2020 očitno še ni bilo dovolj negativnih presenečenj, smo doživeli še potres, ki smo ga res kar močno čutili, tudi mi, cela Slovenija praktično. Tako da si res ne morem niti predstavljati, kako je bilo pri naših južnih sosedih, kjer je izvor potresa. Tako da smo z njimi, mislimo na njih, upamo na čim boljše, na čim manj žrtev, čim manj negativnih posledic in pa držite se. Čau, evo tudi Polkaholiki smo izvedeli za novico, da je naše južne sosede danes stresel potres, ki smo ga čutili lahko tudi v Sloveniji. Vam je zelo hudo. Mi smo z vami, upamo, da si bodo vse družine lahko pomogle, da bo spet vse ok. Bilo je nažalost tudi nekaj smrtnih žrtev. Upamo, da bo vse ok, smo v mislih z vami. Držite se in tudi mi upamo, da bo leta 2020 čim prej konec. Pred kratkim se je zgodil potres z magnitudo 6,2 po Richterjevi lestvici, ki je nažalost prizadel ogromno družin, še posebej na hrvaških tleh, zato res vsem želimo najboljše in pa smo z vami. Držite se. Leto 2020 res ni naše leto. Danes je na Hrvaškem bil močen potres, ki ga je čutila tudi Slovenija. Pustil je grozne posledice, tudi mislim, da je ena žrtev, kakor sem zasledila, v glavnem res grozen. Nimam besed, a sploh še lahko hujš to leto. Tako da jaz vam želim vsem, da boste čim prej ok, da se vse čim prej popravi, pa držim pesti. Mi smo z vami. Dragi naši sosedje, dragi Hrvati, sporočam vam, da sem v mislih z vami v teh težkih časih in pošiljam vam dobre misli, pozitivo in upam, da bo leto 2021 za nas vse skupaj lepše, bolj prijetno, bolj prijazno. Velika pusa od mene za sve. Srečno. To leto res ne prizanaša. Kot veste, se je pri naših južnih sosedih zgodil močan potres in terjal kar nekaj žrtev, med drugim tudi otroke, in niti v mislih si ne znam predstavljati, kaj trenutno doživljajo in kaj se tam dogaja. Sem v mislih z vami in upam na boljše čase, na lepše čase. Kar se tiče te situacije s potresom, v glavnem, to je bil prvi potres, ki sem ga doživel, da je bil tak močen v bistvu. In doživel sem ga sicer na tak način, da sem ležal na postelji, bral knjigo in kar naenkrat se začela vse tresti do te mere, da so mi stvari iz omar pa polic začele padati. In jaz sem bil samo ok, kaj se dogaja. Znam, da je dosti materialne škode naredil na Hrvaškem in da je dosti ljudi ostalo brez domov, da upam, da ste v redu in da je čim manj poškodovanih. Če bo tako pogledaš, to je materialna škoda in to se v bistvu da popraviti. Vseeno se mi zdi, da je zdravje na prvem mestu in da je čim manj poškodovanih. Ena par nasvetov v takih situacijah pa so v bistvu, da se skriješ izpod mize, če se le da, in da ne bežiš ven, da ti v tem trenutku, ko je potres, še kaj napade na glavo. Če pa ležiš na postelji, pa si z rokami ali pa s katerim predmetom pokriješ glavo in pa seveda, da nisi izpostavljen pod kakim steklom, da si ti še kaj ne zruši na glavo. Če si pa že kje zunaj, pa je čim boljše, da si na prostem oziroma na odprtem,
kjer ni nobenih stavb okrog tebe ali pa kakih dreves oziroma ulične razsvetljave, da se še kaj ne bi zrušilo na tebe. In pa seveda še najpomembnejša stvar v takih situacijah pa je, da si čim bolj meren in da ne paničariš, ker boš s paniko sem še hujšo situacijo zakompliciral. Ja, upam, da ste vsi v redu in da ste vsi brez kakršnihkoli poškodb preživeli ta potres. Celemu Balkanu bi pa iz srca želel čim več sreče in podpore v tej trenutni situaciji. V glavnem, držite se, mi smo z vami. Evo, ena strašna novica nas je pretresla, saj je pri naših sosedih bil potres na Hrvaškem. Z vami smo vsi, držimo pesti za vas, da bo čim prej boljše vsem, ki so umrli, res iskrene sožalje in pa leto 2020 bo res noro in upamo, da bo leto 2021 boljše. Ostanite zdravi. Hej, mislim, da smo danes vsi občutili in tudi slišali, kaj se je zgodilo na Hrvaškem. To je žal potres in zavedati se moramo, da tudi Slovenija leži na potresno nevarnem območju. To se pravi, če pa pride do tega, pa moramo vedeti, kako odreagirati. To se pravi, kot prvič, ostanimo mirni, ne paničariti. Poiščimo neka varna mesta v hiši oziroma stanovanju, to so na primer trdne mize. Definitivno pa se izogibajte nekim velikim predmetom, na primer omaram, ki bi lahko padle na vas. Zunaj pa se izogibite predvsem daljnovodom, drevesom, stavbam. Jaz res upam, da ste vsi v redu in na varnem in da je to zadnja stvar, ki se nam je zgodila slaba v tem letu.